Pozdravljeni, spoštovani organizatorji, avtorji in avtorice prispevkov priročnikov, spoštovani in spoštovane danes zbrani v dvorani. Počaščena sem v bistvu, da lahko pospremim ta dogodek v imenu Sredi krožno gospodarstvo. Še posebej zato, ker vam je uspelo, da ste v priročniku povezali tako stroko kot gospodarstvenike in na tak način predstavili v bistvu ključne vidike trajnostne gradnje in prenove, za katero, kot vemo, velja, sledi načelom krožnega gospodarstva, ki jih promoviramo v našem partnerstvu. Letošnje vremenske razmere so nedvomno dokaz, da ne smemo več izgubljati časa. Poleg vremenskih razmer pa smo v zadnjem času oziroma v zadnje dobre pol leta priča tudi regulatornemu cunamiju strani Evropske komisije. In če naštejem samo nekaj dokumentov, ki so bili v bistvu sprejeti v letošnjem letu in pomembno spreminjajo tudi gradbeno stroko, naj omenim recimo Repower EU, Ecodesign direktivo, sprejet je bil politični dogovor o direktivi o poročanju podjetij o trajnostnosti, revizija uredbe o gradbenih proizvodih. Vse to so v bistvu zakonodajne spremembe, v katerih informiramo tudi naše člane in jim svetujemo, kako jih peljati v svojo prakso, kar bo sicer še posebej relevantno takrat, ko bo tudi država to zakonodajo sprejela v svoj politični red. Trenutno je naših članov 90, na to članstvo smo precej ponosni. Tisti, ki so še posebej aktivni na področju trajnostne gradnje, so recimo Salonit Anhovo, ZAG, se pravi Zavod za gradbeništvo, podjetje Wienerberger in podjetje Fonaterm. Dejstvo pa je, da se v našem partnerstvu izrazito ukvarjamo predvsem z vidikom odpadkov v gradbeništvu, kar vemo, da je zelo pereča tematika. In opažamo torej, da postopoma v našo prakso sicer prodira načelo gradnje z misijo, da se upošteva celotni življenjski cikel stavbe, na kar ste tako dobro opozorili tudi v priročniku, ki smo ga lahko danes prejeli. Če torej k tej evropski regulativi, ki sem jo na kratko naštela, dodamo še v bistvu cilje našega NEPN-a, torej razogljičenje stavbnega fonda do 2050, je pred nami res v bistvu zahtevno obdobje, ki bo terjalo veliko sprememb vseh, ki so vključeni v to verigo trajnostne gradnje. Nedvomno pa primeri dobre prakse in pa povezovanje deležnikov, kot je to uspelo vam, v bistvu kažejo, da obstaja razlog za optimizem. Hvala vam za vaše delo, da utirate pot zelenim tehnologijam ter trajnostnim pristopom v tem sektorju, pa tudi da s tem zmanjšujete torej to veličino odpadkov, za katero včasih niti ne vemo, kam ponikne. Hvala in lep dan vsem še naprej.